Udeležili smo se predvolilnega srečanja, na katerem so kandidati za evropske poslance spregovorili o svojem odnosu do pravic in pričakovanj invalidov. Konferenco je vodil Matjaž Juhar, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je opozoril na številčnost invalidov tako v Sloveniji kot tudi Evropski uniji, ki šteje 80 milijonov invalidov, kar predstavlja 16% celotnega prebivalstva. Predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, Boris Šuštaršič, je v uvodnem nagovoru opozoril, da se v zadnjem času kažejo znaki slabšanja položaja invalidov, saj je kriza povzročila dvig revščine tudi med invalidi. Seveda tukaj izražamo pričakovanje, da tisti, ki boste izvoljeni v Evropski parlament, da boste tam aktivni tudi na področju invalidskega varstva. Luka Mesec, kandidat na listi Združene levice, ki obravnava invalide v okviru socialnih pravic, je dejal, da sledijo načelu, da je potrebno prenehati s tekmovanjem in začeti s sodelovanjem. Precej kritični so do politike Evropske unije, saj se na račun siljevanja varčevalnih ukrepov nekatere izmed socialnih pravic posredno odpravlja. Varčevanje vemo, kaj pomeni. Varčevanje ponavadi pomeni ukinjanje določenih socialnih pravic. Monika Bračika, kandidatka državljanske liste, je povedala, da je potrebno poskrbeti za bolj učinkovito zaposlovanje, se upirati brezposelnosti in tu vidi svojo vlogo v Evropski uniji, saj se zavzema tudi za boljše gospodarstvo. In boljše gospodarstvo in nova zaposlitev ne vključuje samo tiste, ki nimamo nekih zdravstvenih omejitev ali kakršnihkoli drugih, ampak tudi invalide. Iztok Preslan, ki kandidira na listi Verjamem Igorja Šoltesa, je opozoril na pereč problem socialnega varstva in višanja revščine med invalidi. Poudaril je, da bo potrebno poskrbeti za večjo vključenost invalidov v izobraževalni sistem. Kot učitelj na fakulteti pravi, da opaža stvari, ki jih je še mogoče izboljšati. Izobrazba, kot sem videl, je eden izmed glavnih problemov samih invalidov. Anton Bebler, kandidat na listi Socialnih demokratov, se zavzema za zastopanje interesov invalidov v tistih strukturah, ki jih danes v Sloveniji ni, kjer pa se razpravlja tako o položaju invalidov, kot tudi o pokojninskih in socialnih reformah. Zagovarja mnenje, da bi invalidi morali imeti najmanj enega svetnika v državnem svetu ter predstavnika invalidskih organizacij v Ekonomsko-socialnem svetu Republike Slovenije. Se zavzemam za to, da bi invalidi bili predstavljeni tudi v delegaciji Republike Slovenije v Ekonomsko-socialnem svetu Evropske unije, kjer jih ni. Ivana Gornik z liste Zares je kot invalidka vključena v Zvezo paraplegikov Slovenije, kjer se vključuje v različne dejavnosti. Verjame, da je prihodnost skupna in da je potrebno zaščititi ranljive in šibke znotraj skupnosti. Opozorila je na neselektivno krčenje socialne pomoči tako v Sloveniji kot tudi znotraj Evropske unije. Smo res izpostavljeni tukaj in ni občutka v tem trenutku nobene varnosti. Lojze Peterle, nosilec liste Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke in aktivni poslanec v Evropskem parlamentu, je izpostavil kot največjo problematiko invalidov slabo gospodarsko rast in razvoj. V primeru izvolitve bo njegova prva skrb tudi v naslednjem mandatu gospodarska rast, saj, kot pravi, je najprej potrebno ustvariti, da lahko potem delimo. Jaz želim, da se glas invalidov sliši v Evropskem parlamentu in da delamo na evropski ravni za enotne standarde. Romana Tomc, ki prihaja iz Slovenske demokratske stranke, meni, da je zakonodaja že danes primerna in dobra. Problem vidi predvsem v tem, da se predpisi ne uresničujejo.
Pritrjuje, da je kriza prizadela vse, najbolj pa socialno šibke in invalide. Verjame, da je Evropska unija rešitev za izhod iz krize in ne njen vzrok. To je tudi moj moto in verjamem v to, da nas iz krize lahko popelje samo večja gospodarska rast. Marjan Sedmak, ki je zagovarjal interese pozitivne Slovenije, je že v začetku povedal, da si ne želi postati evropski poslanec. S problematiko invalidov ga povezuje prostovoljno delo v različnih seniorskih organizacijah. Volivce je pozval, naj se udeležijo volitev v Evropski parlament. Zavzema se za to, da bi tako starejši kot invalidi postali aktivni del družbe. Ne nočemo več storiti nekaj namesto vas ali pa namesto starejših, ampak hočemo, da ti uživajo takšno pomoč, da bojo ohranjali maksimalno samostojno življenje in pravico do samoodločanja. Marija Pukl, ki kandidira za listo stranke Desus in se bo v Evropskem parlamentu zavzemala za medgeneracijsko sožitje, varno starost in skrb za invalide, je povedala. Mislim, da tukaj se pozablja na množice ljudi, ki vsak dan živijo slabše, vključno z vsemi, rekli temi mejnimi, hendikepiranimi skupinami, za katere je treba ogromno narediti. Alenka Jelenovič, ki prihaja iz Slovenske nacionalne stranke, je opozorila, da pri srečevanju z invalidi na delovnem mestu spoznava, da uradne institucije svojega dela ne opravljajo. Pravi, da je evroskeptična ter da prisega na naše lokalno okolje. Ta infrastruktura se že nekako uredi, pa se uredijo pločniki, pa se uredijo nekdo, ki bo prevajal gluhonemim, pa se uredi mogoče nek spremljevalec, ampak ta konkretna revščina posameznika, ta mene najbolj prizadene. Dorjan Maršič, ki nastopa na listi Kacin Konkretno, je spregovoril o poznavanju konkretne problematike invalidov, ki jo srečuje na svojem delovnem mestu, kjer se posveča odstranjevanju protipehotnih min. Se mi zdi, da je ozaveščanje tisto ključno, ki ga moramo tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni početi. In to že od osnov. Ob zaključku konference se je Boris Šuštaršič še enkrat zahvalil vsem udeleženim in poudaril, da pri našem družbenem ravnanju ne moremo in ne smemo izpuščati identitete invalidov ter jih odrivati na obrobje. Kdo izmed kandidatov je vreden vašega zaupanja, pa se boste lahko odločili sami na voliščih že to nedeljo.